Rentgenska slika zapestja je pokazala, zdaj imam dve mnenji dveh različnih zdravnikov. Da naj bi šlo za obrabo sklepov, takole nekje. Druga opcija je pa, da naj bi šlo za smo ga preveriti. Ja, de Quervainov sindrom. To je pa tukajle. De Quervainova bolezen je vnetje tetivnih ovojnic tetiv, ki potekata na palčevem delu hrbtišča zapestja v ozkem vezivnem kanalu, ki mu rečemo prvi ekstenzorni kompartment. Vneti tetivni ovojnici zmanjšajo prostornino vezivnega kanala, zaradi česar tetivi ne moreta gladko drseti. Pri tem ob drsenju dražita vnete tetivne ovojnice, kar povzroča bolečino. Bolezen je po nastanku podobna sprožilnemu prstu. Bolezen ponavadi nastane zaradi ponavljajočih gibov palca in zapestja ter se kaže kot oteklina in bolečina v poteku omenjenih tetiv. Bolezen lahko nastane tudi zaradi poškodb v tem področju. V tem primeru si lahko pomagam z vajami, ki jih tudi redno počnem, z nošenjem opornice, ko pač prepreč ta gibanje, ki povzroča bolečino, in pa slenjem. Pa seveda tablete jemljem. Protibolečinske, ki so delno tudi protivnetne. Zdaj pa, če gre za ta de Quervainov sindrom, pa tudi recimo za obrabo, je verjetno to posledica pretirane uporabe miške tipkovnice, se pravi obraba zaradi dela s tema pripomočkoma. Je pa tudi res, da sem jaz uporabljal Apple Magic Mouse, ki pa res ni primerno oziroma je zelo neergonomski. Zelo. Ma pa cool feature je. In zdaj prvi korak, ko ga lahko spremenim, je nova miška. Tako da sem se nabavil večkrat priporočeno, pa zelo po reviewih dobro ocenjeno iz ergonomskega stališča, kot tudi produktivnosti. MX Master 3S za Maca. Logitech MX Master 3S, seveda for Mac. Zraven je pa še nek tak carrying case, prav za mišaka posprot. We'll dive into this. In pa sam Logitech MX Master 3S za Maca. Zdaj sem malo skeptičen, koliko sem jaz te nekaj matrov, pa rabo se navaditi. Najprej pa tole, ker mi že matrajo tele gibe. USB-C na USB-C. Zdaj pa mogo na to narediti, da bo test kot se šika. Feeling je kar v redu. Kaj to je zdaj mišak. Enih knofov, ki jih moram še natuhtati. Mislim, kak je tole feeling voziti. Bom se pa ta ključ merk. Fidget, spinner. Jač, pa da to nekako pokonektati. KC. Sem pa malo s nastavitvam po hecu. Ok, to je zdaj konektan. Zdaj
ker oba mi čaka delata. Čak, zdaj moram isto malo narediti side by side test. Tako da udobno je, lepo mi na prsti sede. Silent klik ima, se pravi nič ne klika. Zdaj pa nimam več teh touch kontrol, ne? Tukaj nekaj teh nofa, ki je naštil. Se rabim samo touchpada. Še moram tole naklikati, naštimati. Se te gumbe, koliko je počil. Udobno je pa zihar bilo, to vam nekaj reči. Ful mi lepo roko sede, Madonna. Ja, nič, navaditi so treba. Zdaj pa res knofe naštimati. Logitech MX Master 3S. Štir, ne, 5 dni sem se z njo badal. Nikakor se nisem mogel navaditi, pa ne vem. Tale je res cool s temi featurji, s tem svojim touchom, s gestures in tako naprej. Je pa le kot ena palačinka, ne. Dejansko sem že Logitech kontaktiral in se zamenil, da miško vrnem. Prijel sem že tudi mail z prevzemnico za UPS, da pridejo pojno, pa jo na njihove stroške odpeljejo in mi vrnejo denar. Pa sem pa še 1,5 ure s tolo Magic Mouseom delal. Pa bo kar tala ostala. Sicer ni tako odzivna, kakor Magic Mouse, ampak rečemo, da prevladajo vsi ti gumbi, pa razni shortcuti, da si lahko vsak program, za vsako aplikacijo posebej nastavim, kaj bo kjer gumb počil. Pa res je udobna, luštno je z njo delati, fajn roko sede. Pa bolj bo za moje zapestje. It's a keeper.